Misli iz Biblije. Dvajseto stoletje so zaznamovali različni politični, športni, kulturni in drugi dogodki. Eden takšnih je bila smrt britanske princese Diane. Dogodek je presunil ves svet. Na dan je prišla pravljica o kratki romanci, bojih s kraljevo družino in tragični nesreči v Parizu. Javnost je onemela. Svet je želel videti solze v očeh britanskega dvora. Diano so imeli radi, ker se je iz oči v oči srečevala in rokovala z reveži in trpečimi. Radi so jo imeli, ker si je upala dotakniti ljudi, ki so bili za dvor nedotakljivi. Menili so, da razume njihove skrbi, sočustvuje z njimi in jim želi pomagati. Nekaj v našem srcu nas žene k ljudem, ki imajo moč, hkrati pa znajo tudi globoko sočustvovati. Takšen je naš stvarnik. Apostol Janez o njegovi moči piše: V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Vse je po njej postalo in brez nje ni nič postalo, kar je postalo. Tu je opis njega, ki je ustvaril vsak atom, vsak planet, galaksije in vsako bitje, ki je kdaj živelo. Kralj vseh kraljev, ki skrbi za ljudi, je opisan tako: In beseda je postala meso in je prebivala med nami. Večina se nas je rodila v porodnišnicah, Božji sin pa je za svoj prihod na svet izbral hlevček. Vsakdo izmed nas ima vsaj nekaj vrednega, Božji sin pa je ob smrti premogel samo haljo, za katero so kockali rimski vojaki. Imamo svojo streho nad glavo, Bog pa tudi tega ni imel. Ta, ki ga Sveto pismo imenuje odrešenik, je na svoji koži občutil naše bolečine, osamljenost, zavračanje, zapostavljanje, umiranje. Morda Jezusa ne vidite tako, kot smo ga opisali danes. Okoliščine v življenju včasih povzročijo, da se nam zdi Bog daleč, da se jezi, da ga naše težave ne zanimajo. Morda ste v veri izkusili samo hladnost namesto topline s svojim stvarnikom. Toda Jezus je kralj, ki bo pristopil k vam. Pot k njemu ne vodi mimo straž in ne zahteva formalnosti, niti ne potrebuje pravih besed, temveč, kakor pravi Sveto pismo, Božji duh pomaga našim slabostim, kajti česa naj prosimo, kakor je treba, ne vemo, temveč duh sam prosi za nas z neizrečenimi vzdihi. Kajti brazgotine na Jezusovih dlaneh pričajo, da nas resnično in globoko ljubi. V Svetem pismu nas vabi, da svoje skrbi zvrnemo nanj in verujemo, da nam bo pomagal. Potrebuje pa našo predanost in odločitev, da mu bomo sledili, ko nas bo vodil iz teme grehov in zablod. Tako bo zadovoljena človeška večna želja po sočutnem vladarju. Kralj kraljev je prišel k nam. Primimo ga za roko, ki nam jo ponuja, dokler je še čas, in skupaj z njim zakorakajmo skozi življenje v življenje. Misli iz Biblije. Pripravili smo jo Željko Bošnjak, Alenka Plevnik, Metka Jakšič, Mitja Krže in Tom Mlinar. Nasvidenje.